Banka na Tirševi zame predstavlja v bistvu neko arhitekturo, nek odgovor na nek čas, ki je bil optimističen, naravnan v bistvu v humane vrednote, v izgradnjo boljšega sveta. Objekt, ko si je arhitektura za cilj postavljala ustvariti boljši svet. To je bil čas, ko so ljudje verjeli, da je svet možno preoblikovati, da je svet lahko drugačen in ko je skupnost predstavljala temeljno vrednoto. V konstrukcijskem in izvedbenem smislu Banka na Tirševi predstavlja smeli poizkus drzne manifestacije te ideje, izgradnje želje boljšega sveta. V konstrukcijskem smislu in v arhitekturnem smislu je v bistvu hiša zgrajena po principu neke fleksibilne stavbe, ker je praktično stoji na posamičnih stebrih, kar pomeni, da je v njo možno poljubno umeščati vsebino, ki jo arhitektura naseljuje. Ta njena v bistvu največja prednost, ki se na fasadi kaže tudi v obliki velikih horizontalnih odprtin, je omogočila tudi v bistvu največjo slabost, ki se je zgodila v zadnjem času. Namreč banka je bila prodana zasebnemu investitorju, ki je v tem videl predvsem in samo kapitalski interes. Njene največje vrline, bogato stopnišče, veliki prostori, odprtost, ki so njene neke temeljne vrednote, se je v bistvu izkoristila na način, da je zasebnemu investitorju omogočila v bistvu realizacijo nekih svojih osebnih idealov, ki so prav nasprotni tem, na katerih je bila hiša zgrajena in ki jih je prvotno omogočila. V bistvu upamo lahko, da bomo nekoč spet doživeli nek čas, kjer bo arhitektura lahko orodje za gradnjo boljšega sveta in bo ta fleksibilnost omogočila neko novo, ponovno prenovo, ki se bo približala izvornim idealom. V Mariboru je med obema vojnama delovalo veliko število zelo zanimivih arhitektov. Jaroslav in Milan Černigoj in med njimi seveda tudi Zev pa Ljubo Humek. Skratka, vsak od njih vreden svoje avtorske razstave. Saša Dev je skupaj z Milanom Černigojem avtor tudi Banke na Tirševi ulici, ki je udarna, da ne rečem radikalno modernistična zasnova. Kljub temu, da prihajata oba iz Plečnikove šole, je vendar ta hiša popolnoma drugačna, kot je bilo sporočilo samega profesorja. Gre za železobetonsko konstrukcijo, ki omogoča seveda fasadi, da teče nemoteno in da pravzaprav nima tega gravitacijskega momenta. In to nakazujejo ta horizontalna okna in pa pasovi klinker opeke med njimi. Lahko rečemo, da kljub temu stavba ni popolnoma modernistična, ker gre za občutek in uporabo detajla pri tem in samih materialov, ki pa morda kažejo neke povezave in sledi tudi samo Plečnikovo šolo, kateri oba avtorja pripadata. Hiša presega merilo slovenske ulice in skozi to še danes predstavlja mogoče en zelo pogumen odmik od recimo tega majhnega mariborskega merila. Po drugi strani pa vsaj zame osebno pomeni eno zelo pogumno dejanje obeh arhitektov, ki je uspelo uveljaviti prav s to stavbo, mislim, da mariborsko arhitekturo v širšem slovenskem, da ne rečem celo mednarodnem prostoru in je odmevalo še kasneje, tudi v povojnem obdobju, kjer mislim, da je mariborska šola predvsem res tem zgodnjem koncu 50. in začetku 60. let predstavljala mogoče celo primerjavi z Ljubljano eno zelo samosvojo, samostojno pot uveljavitve moderne arhitekture v našem prostoru. In mislim, da so prav te predstavniki, kot je bil Saša Dev in oba Černigoja skupaj z Ljubom Humkom, predstavljali tako res te moderne temelje te arhitekturi, po drugi strani pa eno
kljub vsemu veliko občutljivost za sam prostor. Tako da to sta dve reči, ki mislim, da v našo slovensko arhitekturo 20. stoletja lahko postavljajo ob bok najboljšim arhitekturam evropskega merila, ne zaradi svoje, recimo, modernistične, odločitve, ki gradi na konstrukciji in vseh modernističnih načelih, kot so horizontalno okno, ravna streha in tako prosto pritličje, ampak tudi v odnosu do konteksta, materiala in detajla, kjer pa mislim, da gre zasluga predvsem mojstru Plečniku, ki je te mlade študente uspel v tej smeri navdušiti in mogoče jim dati tudi to neko širše poslanstvo. Torej, hranilnica Dravske Banovine, kot je bila imenovana stavba v času njenega načrtovanja, predstavlja za Maribor eno prelomnico, ker gre za stavbo, ki je en začetek modernizma v našem mestu in če jo skušamo razumeti v kontekstu časa, kdaj je nastala, je pravzaprav presežek tistega obdobja. Leta 1932 je pravzaprav zelo zgodna doba in 10 let pred, bom rekel, nastankom teh načrtov se moramo zavedati, da so v Mariboru bile grajene stavbe v neoklasicističnem stilu, še pravzaprav v pozni secesiji. In ta nenadni preskok v razumevanju arhitekture in prihajajočega modernizma je pravzaprav revolucionaren. Na ta način tudi razumemo, ali pa je potrebno to arhitekturo razumeti danes. Če bi jo skušali umestiti v prostor ponovno danes, je skoraj boljše ne bi mogli. In to je pravzaprav ključnega pomena, ne, da razumeš kvaliteto arhitekture skozi čas. Čas je edini razsodnik kvalitete. Glede same stavbe pa takole. Način, kako je umeščena v prostor, je domiselna in genialna v tem smislu, ker odpira ta javni prostor, križišču med Gosposko ulico, med Slovensko ulico in Tirševo ulico. Tale čudovit razširjen parter pod kolonado stebrov je, bom rekel, tisti moment, ki nadgrajuje prostor. Tudi če bi se nekako ozrli na veduto po Tirševi navzdol, bi videli, kako stavba nekako kuka ven iz gradbene linije. Ne? Vse stavbe so poravnane v gradbeni meji, ta pa je za 3 metre izmaknjena ven in nekako se ozira nazaj proti parku. Tudi ta urbanistična poteza, ne, je tako smelo in napredno razmišljena. Kar se tiče gradbeno-tehničnega stanja, ali pa gradbeno-tehničnega vidika, ne, hiša je načrtovana v armirano-betonski konstrukciji. Prva hiša za ravno streho v mestu Maribor, kot kasneje tudi hiša pridobi, bom rekel, tale zaključni venec na vrhu, ne, je pravzaprav en ukrep, ki je nekako gradbeno-tehnična sanacija neustrezno rešene atike, ampak jo je znal, bom rekel, avtor tudi ustrezno nadgraditi z tem čudovitim elementom zgoraj, ne. Se mi zdi, da je arhitekta pravzaprav ta radikalen pristop v tem obdobju osebno tudi presenetil, ne. In to se vidi skozi ta element klinkerja, ki ga je potem vključil v členitev fasade, ne. Morda ga je celo ta radikalen modernizem celo malo prestrašil, ne, in je potem uporabil ta material in ga apliciral, da je členil etaže in tako da ja, z tega vidika jaz vidim to stavbo kot izredno pomemben arhitekturni doprinos mestu v tem času. In toliko bolj me žalosti, da ta obnova, ki je zdaj bila v minulih letih izvedena, ne izkorišča vseh teh potencialov. Jaz pač nekako kot, bom rekel, ekipa, ki smo bili v času natečaja za obnovo te stavbe povabljeni, smo se kar precej poglobili v strukturo stavbe in njeno kvaliteto. In prepoznali smo kvaliteto v tem, ker je stavba dejansko grajena trajno, ne. Danes vsi govorimo o trajnostnih gradnjah, tistih, ki so
čim bolj energetsko učinkovite, da imajo reciklirane materiale, ampak trajnost stavb je v tem, da jih lahko skozi tako dolgo obdobje na različne načine uporabljaš. In stavba Saša Deva na Tirševi ulici je načrtovana tako, da funkcionira lahko kot poslovni prostor, ne, kot stanovanjski objekt. In kot vsi vemo, se je ta funkcija večkrat v njenem življenjskem ciklu že zamenjala, ne. Bila je dejansko načrtovana kot stanovanjski objekt nad pritličjem, dolga leta funkcionirala kot poslovni objekt in zdaj bo spet stanovanjski objekt. To se pravi, ta možnost tega prilagajanja, brez da se stavba strukturno spreminja, je v bistvu ta trajnostni vidik in to je po mojem mnenju tudi ena velika odlika